Slovenska zdravilišča in terme prinašajo pestro paleto možnosti, kako preživeti oddih, podaljšan vikend ali samo dan ali dva. Pa naj gre to za mlade, stare, družine ali pare. Široko paleto ponudbe nudijo slovenske terme tudi veliko posebnosti, odetih v različne klimatske značilnosti, so namreč na najrazličnejših koncih Slovenije. Od morja preko dolenjskih in posavskih gričev, ob Savinjsko-Soteljskih dolinah do Panonskih ravnic. Slovenska naravna zdravilišča temeljijo pravzaprav na 3 stebrih. Prvo je narava in naravni zdravilni dejavniki. Drugo, če zelo na kratko pišem, so to zgodovinska dejstva, tradicija, in pa tretje je znanje, ki so ga v tekom let, stoletij pridobili zdraviliški zdravniki in povezali vse te naravne zdravilne dejavnike z modernimi pristopi medicine k celovitemu obravnavanju človeka, in vse to daje danes en šopek 15 slovenskih naravnih zdravilišč. Kako deluje skupnost in s čem se lahko zdravilišča letos najbolj pohvalijo? Vsako leto skušamo v naše programe dodati kakšno zanimivo vsebino, tako bomo tudi v letošnjem letu dodali kakšne programe nove. Veliko je povpraševanja tudi po teh razstrupljevanju, po detoks programih, po programih za preventivo. In v zdraviliščih skupnost pravzaprav na eni strani združuje interese vseh naših članov 15 zdravilišč, po drugi strani smo tudi partner v pogajanjih za državo za čim boljše pogoje za naša zdravilišča. Delujemo seveda tudi na področju PR-a, skrbimo za to, da glas slovenskih zdravilišč ponesemo čim širše v domovini in tudi po svetu. Imamo nekaj skupnih aktivnosti, sejmskih nastopov, pripravljamo študijske ture po povezovanju z Slovensko turistično organizacijo, da pripeljemo tuje partnerje Slovenije. Vsako leto pa skupnost organizira tudi zdraviliško borzo Srednje Evrope. To je pa srečanje, kjer se slovenska zdravilišča združijo z predstavniki iz regije Centralne Evrope in na to borzo pripeljemo nekje od 30 do 40 specializiranih agentov, da se na ta način srečata ponudba in povpraševanje in da se sklene čim več poslov. V slovenskih zdraviliščih se tako v urbanem razmerju prepletajo modrost, izkušnje, naravno okolje in značilnosti dežele s prijaznostjo gostiteljev. Zato lahko v tem mozaiku zdravja in dobrega počutja vsakdo poišče zase tisto, kar si resnično želi in potrebuje. Slovenska naravna zdravilišča v slovenskem turizmu predstavlja 1/3, ko govorimo o vseh prenočitvah. Vsekakor pa si upam in drznem trditi, da smo zelo konkurenčni. Nenazadnje smo v zadnjih 10 letih veliko vložili tudi v pridobitev novih objektov, recimo v Zrečah, danes, kjer se nahajamo, hotel Atrij je že eden od takih, v Panonskih termah oziroma v Sava turizmu, v Podčetrtku, v Čatežu, v Portorožu, pravzaprav ga skoraj ni zdravilišča, ki ne bi dodal ali kakšne nove vsebine ali pa naredil nekaj na prenovitvi obstoječih kapacitet. V vseh letnih časih v 15 slovenskih naravnih zdraviliščih in termah pripravljajo barvito ponudbo programov za zdravje, sprostitev, rekreacijo in prosti čas. Česa si želite za slovenska naravna zdravilišča? Da bi bila tako uspešna v trženju, kot so bila do sedaj, da zadržimo nivo domačih gostov na nivoju, ki je približno polovico, nekje 50% domačih gostov. Pravzaprav v lanskem letu so tuji gostje za 1% presegli to razmerje, ampak naš cilj je zadržati domače goste na teh številkah, povečevati pa število gostov iz tujine. Daleč od mestnega hrupa in vse hitrejšega ritma sodobnega življenja lahko v zdraviliščih odkrivamo skrivnosti nedotaknjene narave in se posvečamo sebi. V njih lahko preživimo prijetne družinske počitnice, storimo nekaj zase, za svoje telo in dušo, si izboljšamo telesno in psihično pripravljenost. Lokalno je pomembno in lokalno je tisto avtohtono, tega noben ne more nikjer drugje dobiti, nihče nam tega ne more vzeti. Mi želimo, da ljudje pri nas občutijo Prekmurje, da ga občutijo tako ob kontaktu z domačini, z zaposlenimi in z okoličani iz sosednjih vasi, kamor želimo, da ljudje tudi odidejo in jih obiščejo, kakor tudi v lokalni kulinariki in pa že v samem jeziku. Prekmurski jezik je tako kot marsikateri poseben in tudi to je čar za nekoga, da mu ta kraj ostane v lepem spominu. Kaj je novih 5 sladkorčkov? Veliko delamo na kulinariki, imamo čudovite nove sladice našega šefa Danila Kozarja, imamo obnovljeno kopališče
Terme 3000, kjer delamo zgodbo tako za tiste, ki imajo radi mirnejše preživljanje prostega časa, kakor tudi za tiste, ki imajo radi bolj živahno zgodbo. Imamo čudovito igrišče za golf, ki spada med najlepša igrišča v tej regiji, v tej okolici. Imamo edinstveno termalno vodo, ki jo ponujamo našim gostom v 28 bazenih, med drugim tudi najbolj adrenalinske tobogane, in imamo čudovite namestitvene možnosti od 5-zvezdičnih, 4-zvezdičnih hotelov do našega novega naselja Prekmurska vas Ajda. Torej, povabilo k vam vsekakor velja. Povabilo k nam velja, za vsakega se najde nekaj, vsak si tukaj lahko ustvari svojo avtohtono prekmursko zgodbo.